zadeve. Ne? In zanimivo, projekt je pač naletel na precej tak velik odziv. Foto-video projekt. Ja, danes bomo izvedli v okviru projekta Listen to the Jungle, ki ga dela študentsko društvo SCN Maribor, naš prvi Jungleček oziroma Open Mic večer, na katerega smo povabili 6 mladih gostov, ki so uspešni, so že našli svoje potencijale in jim sledimo. Namen večera pa je ravno skozi te goste prikazati mladim, kako lahko uspejo, kako lahko najdejo sebe in kako lahko sledijo svojim ciljem. Vsem ostalim, da če se česar bojijo, naj to pač poskusijo in ko enkrat to spustiš, enkrat uspeš recimo priplezati steno, enkrat greš sam na potovanje, samo enkrat to narediš in boš šel še večkrat. Moj problem v življenju je ta, da me zanima preveč stvari, tako da sem pač trenutno bi lahko rekel v iskanju novih izzivov, ampak zanima me predvsem pač voditeljstvo, tako na radiju kot tudi na televiziji. Tudi recimo snemamo pravkar en film, ki bo prleški thriller. Poleg tega me zanima tudi modeling, tako da v bistvu vsega po malem in zaenkrat se še ne vidim, da bi obtičal samo v kateri izmed teh kategorij, tako da še naprej upam, da bo tako lepo šlo skozi z vsemi. Je ob vseh teh obveznosti težko usklajevati še študij? Definitivno, zato pa je situacija pri meni takšna, kot je. Ta 2 izpita, ki sta mi ostala, pa diplomska naloga, se mi zdi, da se kar vleče pa vleče, ampak vedno sem zagovarjal to, da poleg študija moraš delati tudi stvari, ki te veselijo, valjda tudi študirati moraš tisto, kar te veseli. In jaz sem vedno podpiral to, da poleg študija še delaš, ne? Predvsem v tisti smeri, v kateri študiraš. Pri meni pa se mi zdi, da se super usklajuje oboje, tako da sem vesel, da pač sem usklajeval vse skupaj, ne glede na to, da sem zdaj v zaostanku, ne? Čisto iskreno, meni je dosežek biti prepoznavna in priznana manekenka mogoče več pomeni, kot pa pač biti miss. Ker v bistvu postati miss samo po sebi nič ne pomeni in potem v bistvu je na tebi, da daš ti vsebino temu nazivu in da v bistvu ti z svojimi interesi in z svojimi dosedanjimi uspehi pač daš temu neko vrednost oziroma pač popestriš in izkoristiš to priložnost, ki jo dobiš. Kaj bi svetovala mladim željnim uspeha in slave, kako doseči uspeh? Najprej z željami, potem pa z delom in z veseljem do dela. Jaz mislim, da je najpomembneje, da se mladi lotijo stvari, ki jih veselijo in da pač poslušajo sebe in da v bistvu uspeh najdejo pri sebi in pri svojih vrednotah, ker mislim, da ni uspeh merjen ne z neko prepoznavnostjo, ne z nekimi potrdili, ne družbenimi, ne kakimi drugačnimi, ampak pač v bistvu z nekim lastnim zadovoljstvom pač pri doseganju nekih svojih želj in nekih svojih ciljev. Bistveno varneje, medtem ko biti zvest samemu sebi, sta pa 2 težavi tukaj. Ne? Pač lahko si zvest sam sebi in si ful slab, ne? Pa si misliš, da si ful dober. Ne? Lahko si pa zvest sam sebi, pa delaš in gledaš, kaj so trendi in jih probaš pravzaprav našteti. Na 24-uri dnevnik popravijo vice, mujo to po patrijo, pa je dobo popust, po parlamentu se ne kregajo, šli so na dopust, daj mi en dan brez tajfunov, da gre mirno, popir v štancuno, da ne pada toča, da ne dvigajo se strehe, da ni ene nesreče na slovenskih cestah, na slovenskih vodah, v slovenskih gorah, da reševalci in policaji ostanejo doma, vi pa vsi v zuni, hejo, klubi so puni, družba je zbrana, happy hour, v vsaki uri, muska je prava, sami old school komadi, inflacije ni, pijače, cene kolani, daj mi en dan, da vrne se moj stari, en dan pa naj takrat se cak mi ustavi, ko pogledam več iz okno, dežuje, ko pogledam v ekran.